Dobrodošli, spremljate oddajo Ambienti. Mlad par je v osnovi iskal stanovanje z atrijem ali teraso, kar bi jima omogočilo stik z naravo in svežim zrakom. Na koncu sta se navdušila nad podstrešnim stanovanjem, ki pa jima z lepo teraso nudi točno to, kar sta želela. Z arhitektom pa so upoštevali še eno ključno stvar. Z dobro načrtovanimi strešnimi okni so poskrbeli, da se njun novi elegantni dom kopa v dnevni svetlobi in nudi bivalno izkušnjo na višji ravni. Morda pa ljubezen na prvi pogled vseeno obstaja. Ko sta naša gostitelja tole stanovanje prvič videla, še v fazi gradnje, je iskrica namreč takoj preskočila. Ljubezen se je vnela in, kot kaže, medeni tedni še vedno trajajo. Petra in Matic, živjo! Tole je vajno prvo domovanje, tako na hitro bi človek ocenil, da lahko čestitamo, da ste si res lepo poslala. Tako da nas zanima, kakšna je bila pot do tega vajnega prvega stanovanja. Oba sva živela prej v hišah in sva si v tem momentu življenja zaželela nekaj manjšega, ampak z nekim podobnim standardom življenja, rečemo temu. S tem mislim na teraso ali atrij, da je dodatno imava tudi psičko, torej nama pomeni tudi zato, da imava neko zunanjo površino lahko. Okay, ampak atrij ni bil tako zelo nujen, če ste na koncu pristala v mansardi. V sami osnovi sva začela iskati atrije, ampak ko sva v bistvu prvič vstopila v ta prostor, sva nekako videla, da bi tudi terasa lahko bila neka zadeva, ki bi funkcionirala. Torej, imela sta izdelane in usklajene želje, kako je potem se začelo to iskanje ta prave nepremičnine? Najprej sva iskala po vseh možnih portalih in ker sem nekje zasledila oglas za to novo gradnjo, sem v bistvu nekega dne poslala Matica na ogled, da ne greva najprej izvidnik. Ja, izvidnik narediti. In potem v bistvu se on toliko navdušil, da dejansko se je za naslednji dan dogovoril, da prideva skupaj oba dva in da v bistvu vidva, a nama je to res to. In ko sta tole prvič videla, do katere mere, do kje je bilo tole narejeno? Ko sem jaz prvič stopil v ta prostor, je bila samo betonska plata in pa lesena streha. Dejansko me je najbolj prepričalo sam pogled na Kamniško-Savinjske Alpe. Lukenj v strehi še ni bilo? Je že bilo vidno, kje bodo strešna okna? Da, bila so že tudi strešna okna. In tudi to je dalo neko kljukico pri nakupu. Domen, podstrešni prostor ponudi veliko izzivov, pa po drugi strani tudi veliko lepih priložnosti. Na kaj mora biti človek pri načrtovanju mansarde pozoren, da lahko ta prostor res čim bolje izkoristimo? Ja, mansarda je en tak poseben prostor in je z vidika načrtovanja res malo drugačen, kot pa klasična etaža. Zato je tukaj zelo priporočljivo, da se vključi arhitekta. Zaradi poševnine sten, ponovadi zelo nizkih kolenčnih zidov, je uporabne površine oziroma stojne površine v prostoru bistveno manj kot v klasični etaži. Pri tem je ključno seveda, da postavimo pohištvo, ki ne zahteva stojne višine nekje pod nižji predel, se pravi, pisalna miza, postelja, seveda je pomembno, da imamo omogočen dostop do tega pohištva. Na ta način razbremenimo ostali del prostora, kjer je stojne višine seveda več in kjer lahko potem damo program, ki pa zahteva stojno višino, recimo, kot je tule kuhinja ali pa recimo tuš v kopalnici. Ena izmed lepih možnosti je, da v prostor ujamemo več dnevne naravne svetlobe, kot bi jo sicer pri običajni etaži, ravno zaradi teh poševnin. In tu pridemo do načrtovanja strešnih oken, če želimo imeti sonce v hiši, ne? Ja, res je. V mansardah oziroma podstrešnih stanovanjih je seveda glavnina svetlobe prihaja skozi strešna okna. V primerjavi s frčado je tudi poseg, oziroma sama vgradnja strešnega okna bistveno manj posega v konstrukcijo ostrešja, pa tudi zaradi svoje poševne lege dodaja v prostor do 2-krat več svetlobe, kot pa enako veliko okno v frčadi. Zdaj, sama postavitev okna je pa seveda odvisna od namembnosti prostora, pa mogoče želja posameznika. V prostoru, kjer se del časa zadržujemo, je seveda priporočljivo imeti več svetlobe, se pravi neka dnevna soba, pa tudi otroška soba sta taka prostora, kjer rabita več. Kako se tukaj potem odzvati na različne dimenzije strešnih oken? Kako naj se tukaj človek znajde pri načrtovanju bivališča, seveda, ne? Da lahko izberemo pravilen model, pa seveda dimenzijo, je potrebno vedeti, kakšna bo namembnost prostora, višina ogradnje, naklon strehe in pa seveda tudi konec koncev, kako bo pohištvo razporejeno. Zdaj, v tem primeru konkretno so uporabljena kar velika strešna okna, seveda z namenom, zaradi tega, ker so kolenčni zidovi na določeni deli zelo nizki
in se na ta način veliko stojne višine pridobi, ker okno je vseeno ograjeno na zunanji površini strehe in zaradi, bomo rekli, želje po boljši toplotni izolativnosti ostrešja je ta streha seveda debelejša in s tem lahko pridobimo kar veliko kvadraturo oziroma uporabno površino. Zaradi tega, ker je v večini primerov tukaj postavljeno pohištvo pod oknom in ker je ročica na zgornji strani, nas pohištvo, ki je pod oknom, seveda pri tem ne moti. Kombinacije okna, seveda tukaj je veliko nekih možnosti, tudi tukaj so uporabljene kombinacije okna ob oknu, ki skupaj s tankim nosilcem omogočajo oziroma ustvarjajo eno tako lepo panoramsko veduto. A pri mansardah navijamo za višji kolenčni zid, parapet po domače, ali za nižji? Je tukaj kakšno pravilo? Bolje je seveda, če je nižji kolenčni zid, zaradi tega, ker so strehe postale zelo debele in je pri sami ogradnji postane okno res že zelo visoko vgrajeno. Tako da že danes, če je metrski kolenčni zid, je spodnji rob okna že zelo visoko, nekje 1,30 m, 1,40 m, kar pa pomeni, da v sedečem položaju mi ne vidimo več ven. Funkcija okna pa ni samo pridobiti svetlobo, ampak tudi imeti stik z okolico. Tako, ja. Torej, osnova je bila že postavljena. Kako to, da sta se kljub temu še vedno odločila za notranje oblikovalce? Kje je prednost, ko človek vseeno se odloči za strokovnjaka? Imava že nekaj izkušnje z oblikovanjem prostora v hiši, kjer so živela. In neka zadeva, ki sem jaz videl, da je mogoče problematična, če nisi tehnično dovolj podkovan, je, da nekako vsi prostori dobijo neko rdečo nit. David, kakšna izhodišča ste dobili od lastnikov glede notranjega oblikovanja? V bistvu arhitekturne tlorisne podloge, se pravi tlorisi, pa njihove želje, čim več shranjevalnih površin, čim več prostora v dnevnem prostoru, kuhinji, jedilnici, pa da je prostor čim bolj svetl in odprt. Kje ste pri tem stanovanju, torej notranji oblikovalci, dodali svoj dotik? Za kakšne materiale in barve ste se odločili? Odločili smo se za zemeljske tone, predvsem tudi naraven material, les oziroma tlak je že bil v stanovanju, tako da smo v bistvu vključili še kamen, dodali smo malo industrijskega stila z betonom oziroma modernega stila, potem smo pa v bistvu z barvami siva, rjava in z vsemi temi kombinacijami prinesli domu toplino. Vgradne omare so v hodniku, spalnici in delovni sobi, saj shranjevalnega prostora nikoli ni zadosti. Obenem pa se na ta način odlično izkoristi nizek, nestojni del stanovanja. V jedilnici so pod poševnino v nišo vgradili stekleno vitrino in tako pridobili razstavni prostor za dragocene podedovane predmete in spominke s potovanj. Plinska peč v kopalnici je spretno skrita v omari. Posebno lep poudarek stanovanju dajo skrbno izbrana svetila. Pri vgradnji svetil je aktivno sodeloval Matic. Petra in Matic sta želela brezčasen dizajn, ki bo modern tudi čez 10 let, in to sta tudi dobila. Pa še kak bonbon več. Sama si okrogle mize v prostoru nista mogla predstavljati, zdaj pa je to pomemben kos pohištva, s katerim sta zelo zadovoljna. Mala stopnička, ki vodi na teraso, je oblečena v parket, da lahko služi tudi za posedanje. To bo prišlo zelo prav, ko bosta priredila vselitveno zabavo. Te še ni bilo, saj sta v stanovanju komaj 2 meseca. No, tisto, kar je pa zagotovo ena posebnost tega stanovanja je, kot pravita vidva, je vse šlo presenetljivo gladko. Kako to? Zakaj? Ja, res, po mojem sem imela ogromno sreče, več kot pameti, da smo na koncu res, ja, dejansko šlo vse na rok točno. In hočete reči, da vsi mojstri so prišli na dogovorjeni rok in v dogovorjenem roku tudi končali svoja dela? Ja, drži. Mislim, da je bilo največ zamika kakšen teden, morda 2. Čestitamo in pozdravljamo. No, ampak je v stanovanju še ena prav posebna dragocenost, ne? Tamle na steni je en hud dres. Ja, drži, to je dres, podpisan dres Luke Dončića. Imam to srečo, da ga osebno poznam. Še nekaj sem opazil in sicer, da je roža, ki se ponavlja v stanovanju, taščin jezik. Zakaj gre? Za kakšno pogrešanje, kakšne osebe tlele? Ne, mislim, da niti ni to, ampak dobro, mogoče neka anekdota na taščo je to, da ko so ji predstavila pravzaprav kakšen nakup greva in ko so ji pokazala prve rendre samega stanovanja, je rekla, da to stanovanje bo predstavljeno v ambientih. Ja? In evo nas. No, v resnici je taščin jezik zrihtal tale naš obisk, ne? Recimo temu tako.